Pozdravljeni! Dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer bomo z vami tudi v tem šolskem letu. Za začetek se ozrimo na preteklo, malce drugačno šolsko leto. Zaključili smo ga z zaključno prireditvijo Odsev. Tradicionalna zaključna akademija, s katero slavnostno zaključimo šolsko leto, je letos dobila tudi ime Odsev. Virus COVID-19 ni pustil pomembnega pečata le na dobršnem delu šolskega leta, ampak tudi na sami izvedbi prireditve. Namesto polnih tribun dijakov in ponosnih staršev so bili v dvorani prisotni le nagrajeni dijaki, ki so v preteklem šolskem letu dosegli izvrstne rezultate na državnih tekmovanjih ali se 4 leta izkazali z odličnim uspehom in njihovi mentorji, ostali pa so prireditev spremljali preko spleta. Prisotne je nagovoril ravnatelj Zvonko Kustec, ki je povzel celoletno dogajanje. Z vnaprej posnetim intervjujem je znana slovenska novinarka in televizijska voditeljica Rosvita Pesek s svojim prispevkom dala prireditvi pridih proslave ob dnevu državnosti. Samo ena je tista država, v kateri govorijo jezik, ki ga vsi razumemo. To je naša domovina, Republika Slovenija. In samo tukaj smo doma. Pa še to bi rekla, če smem za konec voščiti vam vsem. Vesela sem, da ste prišli na ta intervju in želim vsem vašim sošolkam in sošolcem in pravzaprav vsem na vaši gimnaziji, da bi res veselo praznovali, ker to je pomembneje kot naš rojstni dan. Zdaj ima rojstni dan naša domovina. V kulturno-umetniškem programu so sodelovali dijaki programa umetniške gimnazije, ki so z besedo, igro in filmom predstavili svoje občutenja preživetega časa v karanteni. Z izvrstnim vokalom se je predstavila tudi dijakinja Elizabeth Adjej. Prireditev je zaokrožil kronološki povzetek dogajanja na GFML v lanskem šolskem letu. In se je začelo. Šolsko leto 2019-2020. Nič hudega sluteč. Veselo in razigrano. Prvi šolski dan. In nekje na drugem koncu Evrope, v prelepi Grčiji, kjer se je nekoč rojeval svet. Nepozaben maturanski izlet, ki nikogar ne pusti hladnega. Malce kremžaste obraze je bilo opaziti le pri dijakih, ki so ravnokar prestopili prag gimnazije Franca Miklošiča. Saj niso prav vedeli, kaj jih čaka. A so se tudi oni kaj kmalu, sploh pa po prvem krstu, razvedrili. In smo šli s polno paro naprej. V septembru smo tudi predstavili projekt Mi-We in sodelovali na Slavičevem večeru in tako obeležili delo Matije Slaviča, pomembnega prleškega teologa, profesorja, znanstvenika in politika. Sledile so ustvarjalnice ob dnevu brez avtomobila, delavnice oblikovanja keramike in embalaže. Bili pa smo tudi del nepozabne zgodbe Evropskega prvenstva v odbojki med Slovenijo in Rusijo. V prvi polovici šolskega leta že tradicionalno gostimo prireditev Oko besede. Dijaki in profesori smo tudi letos imeli čudovito priložnost, da smo se srečali s priznanimi literarnimi ustvarjalci. Oktober se je pričel s polfinalnim tekmovanjem v odbojki na mivki za dijakinje in z globalno akcijo Petki za prihodnost. Akcija je po celem svetu združila enako misleče mladostnike, ki se zavedajo, da so podnebne spremembe prehud problem, da bi ga še naprej prezirali. Mladi zahtevamo, da vlade podnebne spremembe končno začnejo obravnavati kot krizo globalnih razsežnosti. Medtem je Timotej Pukšič, dijak 3. letnika, svoje prve dni šolskega leta preživel na Danskem, kamor ga je kot zelo uspešnega dijaka povabilo Društvo slovensko-danskega pisateljstva. Z odmevnim performansom Maska smo še enkrat gostovali na gradu. Dijaki predšolske vzgoje so se kot običajno s posebnostmi svojega lokalnega okolja srečali v projektnem tednu z naslovom Otrok poglej okrog. V okviru Evropskega dneva jezikov pa smo za najstarejše otroke iz okoliških vrtcev ponovno pripravili jezikovne delavnice. Tako se je na glavnem trgu Ljutomeru govorilo slovensko, nemško, angleško, špansko, rusko in tokrat tudi prvič madžarsko.
Prav tam v Budimpešti na Madžarskem se je konec septembra odvijalo 5. regionalno srečanje modela Evropskega parlamenta. Na njem je tokrat sodelovala dijakinja Vita Stolnik. Jesen je čas, ko se izvajajo vsakoletni projekti, kot je na primer Spoznavajmo Ljutomer. Začne se lutkovni abonma, dijaki pa se odpravijo na strokovno ekskurzijo v Celje in Velenje. Letošnja posebnost pa je gotovo bil obisk Beneškega bienala pod sloganom Živite v zanimivih časih. Konec meseca smo skupaj z dobrodelnim Leo klubom organizirali zdaj že tradicionalno prireditev z dobrodelno noto Mladi mladim pomagamo. Dijaki so pokazali, kako pester je umetniški duh na naši šoli. Leo klub je letos zbral sredstva, s katerimi je pomladi sofinanciral izgradnjo terapevtsko-senzorske sobe na osnovni šoli Cvetka Golarja v Ljutomeru. Slovenija na tekmovanju Jugend debatiert international sodeluje že od leta 2015. V Budimpešti je na letošnji 13. mednarodni finalni razpravi o spornem vprašanju, ali naj se uvedejo individualne zgornje meje za letalska potovanja, barve naše države zastopal državni zmagovalec Erik Hauser iz gimnazije Franca Miklošiča. Vsekakor nismo smeli manjkati na vzgojiteljadi, sodelovali smo pri programu občinske komemoracije, takoj po krompirjevih počitnicah pa odšli na nemški jezikovni tabor, ki služi kot priprava na izpit za pridobitev nemške jezikovne diplome. In potem smo se družili s prijatelji iz Avstrije, na vsakoletni mednarodni izmenjavi, ki jo pripravimo v sodelovanju s šolo z Dunaja. November na GFML med drugim že vrsto let zaznamuje obvezna ekskurzija za dijake prvega letnika. Dijaki so se pri predmetu ITS raziskovanje odpravili na zanimivo naravoslovno ekskurzijo v Slovenj Gradec, kjer so obiskali fakulteto za tehnologijo polimerov. Ustavili so se tudi na posestvu Meranovo, se sprehodili med vinogradi in izvedeli vse o grozdju, v pivovarni Bevok pa spoznali še postopek varjenja piva. V okviru gledališkega festivala gluhih so dijaki prvega in drugega letnika umetniške gimnazije spremljali nastope 3 umetnikov. Dijaki sklopa ITS umetnost pa so obiskali lončarstvo Žuman, kjer so se seznanili s tradicionalnimi oblikami lončenine, značilne za lokalno področje, načini žganja in glaziranje keramike. Skupaj z Vlado Republike Slovenije in občino Ljutomer smo organizirali posvet o prihodnosti Evropske unije in iskali odgovore na vprašanje, kakšno Evropsko unijo si želimo državljani. GFML-jevci smo tako imeli še eno priložnost, da povemo, kaj pričakujemo od Evropske unije v prihodnosti. Pri družboslovju so dijaki 4. letnika obeležili dogodke izpred 100 let, ko se je pomembno spreminjal politični zemljevid Evrope. Tako so tudi počastili spomin na generala Maistra. Obiskali so Gornjo Radgono in spoznali pomen mesta na obeh bregovih Mure, ter se seznanili s posledicami, ki jih je prinesel sklep na mirovni konferenci, da bo meja na reki Muri in bo stari del mesta ostal v Avstriji. Eva Pešti, Maruša Hajdinjak in Rok Jandrašič so dijaki, ki so letos v Strasburgu zastopali barve GFML na Euroskoli. Jezik kljubuje času je bil naslov letošnjih Miklošičevih dnevov, ki so vedno znova izziv za ohranjanje tradicije, povezovanje s sedanjostjo, hkrati pa omogočajo pogled v prihodnost. Dijaki so tudi tokrat v različnih delavnicah razmišljali o jeziku, pripravili razstavo z naslovom Rojstvo in življenje besed, se potepali po Ljubljani in Dunaju, prestolnicah, ki sta povezani z bogato dediščino slovenskega jezika, umetnosti ter znanosti. 11 dijakinj programa predšolska vzgoja se je v tem času odpravilo v nemško mesto Paderborn. V okviru projekta Erasmus Plus so 14 dni opravljale prakso v tamkajšnjih vrtcih, spoznavale mesto, ljudi in kulturo ter tako nabrale veliko novih izkušenj. Seveda smo tudi tekmovali, in sicer na šolskem in državnem tekmovanju iz logike, odigrali pa tudi napete tekme na pomurskem prvenstvu za dijake v odbojki. Sredi novembra se je v Valetti na Malti odvijala že 51. konferenca modela Evropskega parlamenta mladih. Sodelovali so gimnazijci iz 28 držav. Slovenijo sta med drugimi zastopala tudi dijaka GFML, Andromeda Gabor in Lam Patrik Pal.
Z izbranim sklopom ITS umetnost smo si za temo tokrat izbrali kiparstvo. Zato smo se odpravili do umetnika Roberta Juraka, kjer nas je sprejel srbski akademski umetnik Nedim Hazri Ahmetović Mafa, ki že drugič ustvarja v ljugorovški stari delavnici. Zgolj posameznik, ki pozna preteklost, posledično razume sedanjost in kot takšen tudi uspešno oblikuje prihodnost. Je slogan, s katerim smo v okviru projekta Šola ambasadorke Evropskega parlamenta sodelovali v nacionalnem tekmovanju Eurošola. Sodelovali smo tudi na mladinskem znanstvenem kongresu v Bremu. Izbrani smo bili na podlagi svojih raziskovalnih nalog z različnih področij. Od nanotehnologije za okoljske izzive do genske terapije. Konec novembra so se dijakinje 3. V na pobudo Zdravstvenega doma Ljutomer in v sodelovanju z vrtcem Ljutomer udeležile projekta Zobni alarm. Že 8. leto zapored smo v tem času na šoli organizirali delavnice za učence pomurskih osnovnih šol z naslovom Znanje za mlade, ki se jih je udeležilo okrog 300 učencev iz 32 osnovnih šol. Sledilo je pomursko srednješolsko prvenstvo v košarki za fante. Dijakinje predšolske vzgoje pa so z božično predstavo Vile rešijo gozd tokrat navduševale otroke zaposlenih na GFML in v Zdravstvenem domu Ljutomer. Že drugič smo se prijavili na nagradni natečaj Trajnostna energija, ki ga je razpisalo podjetje Borzen. Tokrat nismo snemali filma, ampak smo gimnazijo okrasili z grafitom na temo Naše sporočilo za lepši svet. Decembra so se naši debaterji udeležili mednarodnega debatnega turnirja v Zagrebu. Na zadnji dan pouka v koledarskem letu smo na predlog dijaške skupnosti skupaj z učitelji izvedli številne predpraznične delavnice. Vsebinsko pester dan pa zaključili s proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Dogodke izpred skoraj 30 letih je tokrat osvetlil osrednji govornik Mirko Ravter, ki je v času 10-dnevne vojne za Slovenijo načeloval ob močnemu štabu v Ljutomeru. V počitnice in novo leto pa smo skočili skupaj z akrobatsko skupino Downhill Devils. V začetku januarja smo se pridružili vseslovenskemu dogodku Nefiksov karierni dan 2020, ki se je odvijal tudi po drugih slovenskih srednjih šolah. Glavni moto letošnjega dne je bil Prihodnost je lokalna. Program umetniške gimnazije je dobro zaživel. Dijaki se vedno znova z veseljem predstavijo širši množici s svojim ustvarjanjem. Letošnjo prvo produkcijo so pripravili konec januarja. Odličen program so sestavljale gledališke predstave, filmi in izvirna razstava fotozgodb. S produkcijo, ki so jo poimenovali Pod reflektorjem, so dokazali, da niso samo odlični umetniški poustvarjalci, ampak tudi kritični opazovalci našega časa, ki svoja videnja in čutenja izražajo na različne načine. Kar nekaj nas je januarske in februarske sobote preživelo na Dunaju, kjer smo si ogledali sloviti musical Cats. Šolske klopi smo nekajkrat zamenjali tudi s knjižnico in tako rasli s knjigo. Ogledali smo si gledališko predstavo Tom Sawyer v angleščini, merili znanje tega tujega jezika na državnem tekmovanju, se udeležili strelskega tekmovanja, igrali badminton, tekmovali na področju psihologije in še kaj. V galeriji Anteja Trstenjaka Ljutomer smo v Prešernovem dnevu odprli razstavo keramike dijakov gimnazije in fotografije Timoteja Pukšiča z naslovom Dotik. Kulturno dogajanje ob tem pomembnem prazniku smo stkali iz literarnega performansa z istim naslovom, seveda pa ni manjkalo niti tradicionalno prešernevanje, kjer smo znova dokazali, da smo mojstri improvizacije. Ker je bilo tudi letos, hvala Bogu, snega dovolj, smo se lahko odpravili na smučarski vikend in preživeli 4 prečudovite dni na Rogli. Še enkrat smo bili priča enkratnemu vzdušju v športni dvorani Šic, ko smo spremljali tekme državnega polfinala v odbojki za dijake. Na naše odbojkarje smo zelo ponosni, saj so se navsezadnje uvrstili med 6 najboljših ekip v Sloveniji. Pozne zimske dni, ki so bili tokrat prav toplo pomladni, pa smo izkoristili za priprave na državno tekmovanje iz nemščine in razvedrilne matematike. Organizirali pa smo tudi pustno povorko po Ljutomeru. Predstavitev pustnih mask ima delno tudi tekmovalni značaj. Letos so najbolj navdušili dijaki 1. A.
Prostor za publiko so v velikem studiu nacionalne televizije tokrat zasedli dijaki umetniške gimnazije. Na povabilo RTV-ja so kot aktivni statisti odigrali vlogo navdušene publike na generalki letošnje Eme. Sledili so zanimivi informativni dnevi na GFML in slovesni maturanski plesi, ki pomenijo simbolni prestop dijakov 4. letnika v odraslo dobo. V začetku meseca marca smo se dijaki 3. letnikov odpravili na zanimivo ekskurzijo v Zagreb. Dijaki predšolske vzgoje so obiskali vrtec Montessori in se seznanili z delom Valdorfskega vrtca, obiskali pa tudi lutkovno gledališče. Lovili smo še zadnje tekmovanje iz španščine, kemije, zaključevali s Cankarjevim, brali v nemščini na tekmovanju Pfiffikus, hitro in zanesljivo računali, dokazovali spretnosti v medijski pismenosti in prepoznavanju lažnih novic in osvojili zlato medaljo Fotografske zveze na fotografskem natečaju na temo Ljubezen do drugačnosti. Ravno kar se je zaključila mednarodna izmenjava prvih letnikov v nizozemskem mestu Nijmegen in res ni majhen. Ob reki Val, kjer smo hočeš nočeš objeli svoje gostitelje in poiskali svoj glas, kot pravi ime projekta, ter bili del enkratnega, nepozabnega doživetja in večjezične multikulturne izkušnje. In potem je prišla korona. Šolska vrata so se zaprla. Učilnice so samevale. Pouk in vse ostale dejavnosti so se preselile na splet. Nikakor ni bilo spregledati začetnega navdušenja profesorjev in dijakov. In potem smo odkrivali nova obzorja. In umivali roke. Presenečali sami sebe. In umivali roke. A GFML-ja tudi virus ni ostavil. Svojo ustvarjalnost in nemirni duh smo dokazovali z lastnimi umetniškimi prispevki, ki smo jih pripravili doma ali skupaj nadaljavo in so dom našli v posebni rubriki na naši spletni strani. Najpogostejša beseda letošnje pomladi je postala Zoom. Program za videokonference, kjer smo poleg pouka spremljali tudi razna predavanja. Naprimer, kako ustvarjalno živeti v času pandemije, ki ga je pripravil dr. Robi Kroflič iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Nadaljavo smo posneli 7 radijskih in 3 televizijske oddaje in skozi fotografski objektiv iskali zgodbe v domačem kraju. Gledališniki so odrske deske zamenjali za domače sobe in balkone ter kljub razdalji združili talente v predstavi Romeo in Julija. Tudi dijaki 3. letnikov umetniške gimnazije smo skozi leto pripravili predstavo oziroma kabaret. A ker so nam takratne razmere onemogočile premiero, smo se odločili, da jo izvedemo jeseni. Življenje obrnjeno na glavo pa so naši filmarji prikazali v dokumentarnih filmih na temo karantena. Veselili smo se ponovnega snidanja v šolskih klopeh, a je usoda želela drugače. Tisto, kar se je dalo, smo zaključili pod krošnjami dreves in ob žrgolenju ptic v parku Rudolfa Maistra, kjer je prisotne v veščino pripovedovanja uvajala znana slovenska pripovedovalka Špela Frlic. Nismo se odrekli niti kulturnemu maratonu. Naše zadnje dni tega šolskega leta smo preživeli zasluženo sproščeno, a nič kaj manj ustvarjalno. Dijaki so kulturno-umetniško zavest in izražanje krepili z različnimi dejavnostmi, s pomočjo katerih so tokrat odkrivali svoje lokalno okolje. In tako smo tudi nenavadno koronsko šolsko leto zaključili, kot se na GFML spodobi, nadaljavo, a še vedno slavnostno in ponosno. Pripravili smo zaključno akademijo, s katero smo obeležili spomin na dneve, ko se je osamosvajala domovina Slovenija, ter ob tej priložnosti nagradili naše najboljše dijake. Kljub težkim časom vidnih uspehov na GFML ni manjkalo. Izjemno veseli pa smo bili, ko so nas svojim uspehom navdušili letošnji maturantje. Z veseljem smo jim podelili zaslužena spričevala, segli v roke oziroma trčili s komolci, ter jim zaželeli obilo uspeha na njihovi nadaljni poti. Da, spremembe rojevajo priložnosti. In te so vrata do uspeha.
Nekdo je nekoč povedal, da v življenju ne dobimo vedno tistega, kar si želimo. Dobimo pa tisto, kar potrebujemo. In res je. Vse to je povzročilo, da smo na GFML znova prestopili meje in segli čez nje. Kljub zaključku srednje šole na daljavo smo s ponosom podelili spričevala letošnjim maturantom. Medtem ko smo ostali dijaki uživali v počitnicah, so maturantje nestrpno čakali na rezultate mature. Kljub epidemiji koronavirusa je bila matura izpeljana v celoti, seveda ob upoštevanju ukrepov in priporočil. Najprej so bili znani rezultati poklicne mature, k kateri je pristopilo 43 dijakov. Uspešnih je bilo 42, le en dijak je bil neuspešen iz enega predmeta, kar je pomenilo, da je bila poklicna matura 97,67% opravljena. Dolores Marič in Tadeja Fras sta dijakini, ki sta dosegli prag 22 točk od 23 možnih, in dijak Žan Smej, ki je dosegal vseh 23 možnih točk, in tako so postali zlati maturantje poklicne mature. Lahko pa vam sporočimo, da je uspeh po jesenskem delu mature 100-odstoten. 13. julija pa so bili še znani težko pričakovani rezultati splošne mature 2020. Tudi letošnja 54. generacija maturantk in maturantov je kljub težkim razmeram dosegla odličen rezultat. Četrti letnik je obiskovalo 107 dijakinj in dijakov, k splošni maturi na spomladanskem roku jih je pristopilo 104. Uspešnih je bilo 102, 2 pa žal neuspešna, kar pomeni 98% opravljenost. Povprečno število pridobljenih točk maturantov je bilo 21,15 od 30 možnih. 6 dijakov, kar je 5,7% vseh maturantov splošne mature, pa so dosegli 30 točk in postali zlati maturantje. Nika Klemenčič, Nikola Ravš, Ivo Prelog, Ana Mavčec in Blažka Bojnec. Svečana podelitev poklicne in splošne mature 2020 je potekala 13. julija 2020 ob 10. uri, a letos zaradi koronavirusa ni bila izvedena na Ljutomerskem trgu, vendar na zelenici pred šolo in bila na neposrednem prenosu. Vsem dijakom čestitamo za odlične rezultate, obenem pa jim želimo vse dobro na nadaljnji poti. Letošnje šolsko leto smo začeli kar se da normalno. Prvi letniki smo na šolo prišli že zadnji dan avgusta in se bolje spoznali na socializacijskem dnevu. Prvi šolski dan se za dijake prvega letnika in njihove starše neformalno pričel že v ponedeljek 31.8.2020. Na ta dan smo namreč na GFML organizirali prvi roditeljski sestanek za starše novincev in hkrati prvorazredno uro za dijake prvega letnika. Vse zbrane v športni dvorani Šic najprej nagovoril ravnatelj Zvonko Kustec, nato sta sledila še nagovora podravnatelja Franca Čuša in svetovalne delavke Liljane Fajdiga. Zbrani so tako dobili veliko število informacij o novem šolskem letu in šolanju pri nas. Proti koncu roditeljskega sestanka so se dijaki skupaj s svojimi razredniki podali v razrede in tam spoznali nove obraze svojega oddelka. Dijakom prvega letnika želimo uspešno šolsko leto, njihovim staršem pa dobro sodelovanje s šolo. 3. in 4. septembra smo z namenom, da bi se dijaki prvega letnika kar se da dobro spoznali in povezali v uspešno delujočo razredno skupnost, na šoli organizirali socializacijska dneva. Dijaki so pod vodstvom pedagoginj, psihologinje in svojih razrednikov spoznavali drug drugega in se preko socializacijskih iger povezali v skupnost. Igre so bile naravnane v smeri povezovanja in združevanja. Skupaj z tutorji pa so se dotaknili teme učenja ter razmišljali o strategijah učenja, ki so jih že uporabljali.
Na tak način so dijaki, razredniki in pedagogi opravili uvod v učni in osebni napredek, ki ga bodo dijaki nadgrajevali skozi celotno šolanje na GFML. Sončni september so dijaki izkoristili za zanimivo ekskurzijo. V okviru predmeta ITS raziskovanje so dijaki 2. in 3. letnika ogledali posestvo Sončni raj in koruzni labirint. Dan so tako preživeli v naravi ter spoznali številne aktivnosti, ki nam jih le ta ponuja. Skozi voden ogled medenega parka na posestvu Sončni raj so si ogledali permakulturni vrt, medonosne rastline, ki so posejana po celotnem posestvu, domovanje čebel in spoznali njihov življenjski cikel in obisk zaključili na učni poti. Zanimivo in poučno ekskurzijo so zaključili v tematskem parku, koruznem labirintu, kjer so izboljšali orientacijske sposobnosti, razvijali intuicijo in krepili logično sklepanje ter samostojnost. Tudi letos nadaljujemo z rubriko Gučimo Prleško. Tokrat bomo spoznali prleško kulinariko. Pozdravljeni gledalci, gnes se vam bo docedila slina. Tak je, smo na izletniški kmetiji na koncu vasi na Cvene, ki z njo pripravite resen dobre prleške jedi. Gospod Suzana, kera so tista prava, tipična prleška jedi? Ja, najbolj tipična je vsekakor prleška gibanica. Nekdaj smo ji rekli pogača, nismo rekli prleška gibanica, ampak zdaj je postala tradicionalna, tako da ta je alfa in omega. Poleg prleške gibanice pa seveda še imamo ajdov kropec, koropec, povdarjan, ker je poparjena ajdova moka, mi po domačem rečemo hajdinska moka s kropom, zato je ajdov kropec. Ja, in seveda, kera še bi bila, to sigurno še je kvasenica. Kvasenica pa je zelo podobna mogoče prleški gibanici, vendar pri njej se ne uporablja vlečeno testo, da bi jo vlačili, ampak je kvašeno testo. Zamesimo, lepo razporedimo in damo skuto smetano jajce, podobno kak je na prleški gibanici, in temu potem pač rečemo kvasenica. Kere sestavine pa vse nicate, kdo pripravljate prleško gibanico? Ja, osnovna sestavina in najvažnejša je vlečeno testo. To mora biti glih pravšnjo, ne pretrdo, ne premehko, glih original. In če imamo to dobro, potem jo raztenimo na 9 plasti, potem pa zapiramo. Sestavine, ki pa so še potrebne, se pravi, rabimo še nadev. V nadevi pa so skuta in smetana, tako zdaj rečemo. Nekdaj pa smo rekli temu sir, pa vrh je. En produkt pri mleki je še bil kiselina, temu pa gnes rečemo kislo mleko. Tako, k tem dvem sestavinam dodamo potli še malo soli, malo masla, čisto malo sladkorja in to je to. Enostavno. Vse najboljše stvari so enostavne. Čuli pa smo, ko ste letos osvojili prvo mesto na državnem ocenjevanju prleške gibanice. Nam lahko malo več kaj o tem povete? Ja, letos smo sodelovali prvič na državnem ocenjevanju prleške gibanice in med tržnimi ponudniki prejeli prvo mesto, na kaj smo izredno ponosni. Zdaj pa ne vemo, ali smo imeli takšno srečo ali pa smo res znali. Dobili smo tudi certifikat prleške gibanice, ki ga lahko na steni imamo 1 leto, pa 1 leti se seveda pri novem ocenjevanju vzame dol, tako se lahko ponašamo s tem, da pečemo tradicionalno prleško gibanico s certifikatom. Kere pa so vse stvari, ki jih ponudite gostom, če pridejo v vašo izletniško kmetijo? Ja, tako kak sem rekla, to so vse. Seveda najprej ponudimo zelo radi prleško gibanico, potem kvasenico, ajdov kropec, pa ka ne pozabimo na štajersko kislo juho, taki danes rečejo. Mi smo ji samo rekli kisla žipa. Takšna kisla žipa je sestavljena iz svinjskih tac, repov, želočkov, krompira,
Te sestavine danes niso najbolj nekako moderne, vendar pa vsebujejo eno sestavino, ki so ji nekdaj rekli žujica. Žujica, ki je tako to gostilo. In ta žujica je izredno pomembna baje za sklepe. Zato so ljudje nekdaj ni imeli teko težav z koleni, pa z rameni, ker je bilo mazivo. Notri ta žujica bi naj bila dobra sestavina za mazivo za sklepe. Ja, pa ka ne pozovemo, kaj še ponudimo gostom? Ja, prleško tunko, ne? To pa je res tisto alfa in omega v poleg seveda prleške gibanice v Prlekiji. Mije sme probala prleško gibanico in moram reči, ka je resen dobro. Prav mož. Upam, ka smo vam naredili ljušte, pa ka ste si vi tudi pripravili kakšno dobro prleško jed. Adijo! Za konec, kot ste že vajeni, pa še ena raziskovalna naloga od naših dijakov. Torej, pozdravljeni, sem Goran Jocič in sem dijak 3. letnika gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Pod temu raziskovalne naloge sem se izbral magnetni nanodelci na osnovi lizina kot potencialni dostavni sistem amoksicilina. Raziskovali smo, ali lahko vežemo amoksicilin, torej antibiotik, na magnetne nanodelce in ga uspešno sproščamo v pogojih pri pH 7,4, torej v simuliranih fizioloških pogojih. Preden smo začeli raziskovati, smo si postavili 3 raziskovalne hipoteze. Torej prva, magnetni nanodelci bodo stabilni in zmožni prenosa amoksicilina. Magnetni nanodelci bodo vezali amoksicilin z različnimi medmolekularnimi interakcijami in sproščanje bo potekalo po modelu sproščanja, ki ga bomo določili z UV-vis analizo. Raziskovali smo s pomočjo aparatur na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, tako da smo različne koncentracije nanodelcev testirali z UV-vis analizo, z FTIR analizo in pa z TGA analizo in s tem določili potek sproščanja in vse fizikalne lastnosti. Ugotovili smo, da smo magnetni nanodelci stabilni, to vidimo na prvi sliki, torej, in smo potrdili, da se lizin ne desorbira, da se silikatna privleka ohrani in da magnetni nanodelci se ne razdrobijo. Potem smo ugotovili, da so potencialni prenašalci amoksicilina, torej amoksicilin se na magnetne nanodelce veže in po določenem času desorbira. In ugotovili smo tudi potek oziroma kinetiko sproščanja amoksicilina, torej večina amoksicilina se sprosti v prvih 60 minutah, kar pa je tudi prikazano na grafu kinetike sproščanja. Toliko smo vam pripravili za ta mesec. Z vami bomo spet oktobra. Do takrat pa bodite lepo. Adijo!